Kljub, kot je Jernej rekel, intimnemu vzdušju, bomo na mikrofonih. Hvala, da ste prišli. Jaz Jerneja vidim tretjič, malo večkrat kot Tina, ampak so vedno tako v mimohodu, se srečava na knjižnem sejmu, zato me veseli, da bova danes imela nekoliko daljši pogovor. Predvsem so iztočnica za to njegovi intervjuji, ki, kot je Tina povedala, izhajajo od leta 2020 v Sobotni prilogi in iz njih sta nastali dve knjigi. Jerneja, verjetno tisti, ki ste tu že dobro poznate, pa vseeno gre torej za profesorja, filozofa, esejista, prevajalca, alpinista, humanista, renesančnega človeka. Kako ti grejo ti identifikatorji oziroma vseeno, zdaj pa se lahko tikava, se mi zdi. Glede na intimno vzdušje, čeprav so se prej zmenile, da se bova vikala, ne glede na poznanstvo, kakorkoli. Kako ti gredo ti identifikatorji in s katerim se najbolje in najraje poistovetiš? Hvala lepa. Če smem se seveda vodniku zahvaliti za odprta vrata in Nini, za to, da me pač spremlja skoznje. Nekaj bi, če sva pri identifikacijah, rad uvodoma priznal, da sem hvaležen za vse to. Ampak, da sem končno razumel Nipkeja, oziroma ta neke vrste v bistvu rožniški venček, on je malo dlje to odpeval, ampak to res zelo slovensko in ljubljansko morda in čudežno na nek način. Mešanico mesta in gozda. Točno ne veš, če ti bo za vogalom skočil Miha ali gozdar po neki gozdni vlaki. Tako da to je nekaj zelo dragocenega. Smo znotraj, prejle sem priznal, smo znotraj periferik. V Rimu mu pravimo raccordo anulare, znotraj obroča. In vse, kar je znotraj obroča, je strašno v moji renesančni predstavi središčno, kar se dogaja intramuros, je vendar hoh. In tukaj imaš zelo hoh veverička tudi, zelo hoh tekalne poti in to je, mislim, da za eno evropsko prestolnico, kakršna se je Ljubljana nekje znašla na sredi svojega življenja pota, precej redka dragocenost ali dragocena redkost, če hočete. Na tak način sem vas želel uvodoma pohvaliti. Kar se teh nazivov, jaz seveda sovražim vse to, nisem formalist in nočem to biti. Vem, da je to za naš svet, za tak, kot smo si ga pač zgradili danes, neko nujno potrebno zlo in da se s tem tudi nekje človek situira nekam in postavlja. Naj to drugi počno. Jaz vse te svoje nekje dnevne in popoldanske in nočne aktivnosti dojemam zelo spontano in samoniklo. Ne odpiram, jaz imam vse te predalčke ves čas na pol odprte. Tako da to pri meni teče, jaz ne ločujem med nekim jutranjim in popoldanskim, delovnim in nedelovnim, tedenskim in vikendovskim, počitniškim časom. To me na nek način ne zanima, kar se potem kdaj pa kdaj pretaka na papir, to pa moram priznati, je zbrano, je napaberkovano v jutranjih urah, v stiku z mladimi, v razredu in predavalnici. To pa jim gre absolutna zasluga, tukaj Aljaško sedi. Jaz se vsako jutro ob 7:55 zahvalim mladini, zato da lahko, dokler ne bo prepovedano, igramo demokratično igro. Zame šola
ostaja to, kar je za humanista po Manetju druga obleka, če hočete. Druga obleka. Mi se rodimo v eni, Adam in Eva. Adamu in Evi je ta obleka bila brezmadežna, zato niste rabila ne listov, ne drugega, čista, niste imeli kaj skrivati. Golota je to. Potem smo s časom seveda naplastili, ubrali, jedli, pili, se učili in tako dalje. In zato mora kultura, šolska kultura, izobraževalna kultura, bralna kultura, kakorkoli že, v moji perspektivi, še zmeraj zgraditi to staro, prekuhano, humanistično zgodbo na nek način. Pomagati otroku, da postane odrasel. Karkoli seveda že to pomeni, morda bomo kasneje o tem. Še eden od pojmov, ki jih sovražiš, sem nekje slišala, pa je zamejski Slovenec. Zakaj? Šček. Človek sovraštva, ja, ne, nočem tega. Priznam pa, da bi rad nekaj, da opozarjam, dajmo oprezno ravnati s temi pojmi, ki niso neutralni, ampak nosijo za sabo eno res večplastno torto pomenov in ki so človeku, ki tam nekje na prepihu ves čas živi in deluje, vsakdanje stvarno problematični. Jaz se ne upiram pojmu zamejstva, zamejskosti, zamejščine, zamejcev, zato ker bi rad neko protiustavno, proti predsednici republike, ki med drugim upravlja urad, ministrski urad, sicer nimajo denarnice, ampak lih tako kasno ob predsedniški palači, drugo, najlepšo v bistvu, vilo v sredi Ljubljane, torej urad za Slovencev v zamejstvenem svetu, naj kar ostane, ampak ta pojem je seveda en historičen konstrukt. Ta pojem fiksira stanje za ali pred nečim v nek čas, ki se je vsaj v zadnjih dobrih stoletjih vsaj 4-krat premaknil. Meja je neka črta, ki jo nekdo z nekim pisalom nariše na nek kos papirja. In papir se pusti risati in pisati. In če je moj nono, ne da bi zamenjal hiše, bajte, zemlje, od katere je odviselo pač njegovo preživetje, v življenju zamenjal 4 osebne izkaznice, 4 države, 4 glavarje, je seveda njemu bilo brez nekih visokih učenih konceptov in šol kristalno jasno, da je meja nekaj, kar se pusti pisati in da je nekaj, kar je nekdo od nekod usilil. Človeku, ki tam, dovolite, pol drugo tisočletje živi. Ribe smo Slovenci lovili med Milskim hribom in izlivom reke Timave. Ne v Kopru, ne v Piranu, niti v Sečovljah, ali pa če že, samo kot obiskovalci. Torej zgodovina slovenskega ribištva se tam odvija. Tudi en od pomembnih in preslišanih še zmeraj, moram priznati, poglavje recimo zgodovine slovenskega alpinizma v 20. stoletju, med obema vojnama, med natančneje letom 27 in 32 se odvija v dolini Klinščice. Potem ga je kot mnoga druga slovenska poglavja v zalivu prekril fašizem. Torej to, očitno se Šček tu in tam oglaša nekje pod gradom ali pa pod Rožnikom, lahko bi tudi pod Golovcem, in prinašate neke svoje marsovske pripovedi, kot iz nekih drugih časov in iz nekega drugega prostora. Ampak ves čas dopovedujem, ne samo Ljubljani, tudi Frankfurtu, tudi Strasbourgu, tudi Bruslju, da so to evropske zgodbe, da ta težka periferija je prihodnost, edina možna prihodnost Evrope. In da je tudi razmerje med središčem in obrobjem precejšen konstrukt, precej problematičen.
Zakaj meniš, da je v periferijah prihodnost? Ja, hvala lepa. Začnem pri svoji, pri narodni oziroma jezikovni periferiji. Dolgo, morda nikdar zaključeno kratko stoletje, dokazuje, da se na tej celini, ki je stara in upehana, neprepoznavna Evropejcu, kot sem sam, vojna in mir igrata na tako imenovanih kontaktnih območjih etničnega in jezikovnega stikanja. Da so to manjšine tisti ostanek ali presežek ljudi, ki se znajdejo nekje za ali pred, zato ker je nekdo nekaj narisal, mi sledite? Ja, ok. Preverjam, pardon. Da je torej ta ostanek, pardon, Nina, smo intimni, da je to ostanek ali presežek lahko izgovor ali razlog za netenje sovraštev. Govorim seveda o zgodovini nacionalizma, izključevalnih ideologij, ki imajo s tem ostankom očitno kapitalen, tako rekoč ontološki problem. Ko ti Slivenc, Nabreženec, Škedenc, Barkovljan čez noč postane tujerodec ali lođeno. Nek tujek, na katerega kažeš s prstom, rekoč, vrni si, odkudar si prišel. Ali se spremeni, se predrugači, prisilno predrugači, neizbirno, prisilno italijaniziraj. To je kot bi rekli Moskovčanu, vrni se, odkudar si prišel. Izza Karpatov, joj mene. To je hudo. Torej, ideja nacionalne države lahko na takšni celini, na tako majhnem in z raznolikostjo gostem območju uresničiš samo za ceno velikih človečanskih tragedij. In to smo že dali skozi. Vsak moj dijak oziroma dijakinja od 17 do 19 vam ob 3 po noči, če ga zbudite, našteje verigo dokazov za to, da so v bistvu notranji robovi, notranje meje Evrope, naša prihodnost, da se tam igra prihodnost stare celine. Ne zamerite, je bilo krasno in tam je denar, ampak v Evropski centralni banki. Zdaj, ne bom šolsko ponavljal. Od judovskih pogromov v carski Rusiji še pred meščansko revolucijo 1905, Armenci v Osmanskem cesarstvu, Slovenci in mnogi drugi Slovani med obema vojnama v tako imenovani v to, kar je postala Julijska krajina. Prej je bilo Avstrijsko primorje, Tripičice. Tja, če hočete, do vojne v nekdanji Jugoslaviji. Evropski Ruandi. To smo že dali skozi. In potem Tišček, začetek novembra lani, z eno raziskovalno skupino potuje po Balkanu in si zjutraj v Jasenovcu, zvečer ali pa podvečer ob sončnem zatonu, med tistimi 912 križi Vukovarja, se zapelješ v Beograd in zaključiš čez 3-4 dni, kakorkoli že, na ulici Nemanja, ali kaj že tam, pod nekdanjim vojaškim ministrstvom. In potem, ko se sproščeno, zato da bi se malo otresel ali pa olajšal bremen 20. stoletja, sprehajaš po Kneza Mihajlova pod transparentom. Srbi smo edine žrtve genocida na Balkanu. Poka po šivih, kamor se obrnete. Sodni smodnika, kamor se obrnete. Balkan še zmeraj je. Zdaj ne zamerite, ker smo intimni, vam malo bolj stvarnimi. Morda pričakujete kakšne više koncepte, ampak vam stvarno govorim. Kot je ena 16-letna punca
ponavlja to, kar sliši od srbskega popa v Trstu, v sicer čudovitem svetem Spiridionu, ker v Trstu sta ruska in srpska skupnost seveda velike zaveznice in sta hujši. V Trstu se da povedati več kot v Beogradu samem. Vprašajte Kitajce in Ruse v Trstu. In ti ponavljate stare. Jaz sem srpske krajine, to je Srbija, Kosovo je Srbija in tako dalje in tako dalje. Ma to ne počno samo oni. To počno še zmeraj tudi drugi. In torej ti sodi smodnika, k Balkanu se danes dodaja Baltik, tistih 1200 kilometrov finsko-ruske meje, Arktik, da seveda ne omenjamo čez atlantskih premikov. Zgodovina se odpira. Zgodovina se pred našimi očmi odpira. In nimam občutka, da bi bile te teme tako marginalne, če se vrnemo k izhodišču. Zato, da jih lahko razumeš, ne razumeš, sploh, da se jim lahko sploh približaš v vsej njihovi kompleksnosti. Vabiš čas, vabiš neko kulturno investicijo in vabiš celino, ki verjame na nek način vase, ki verjame, da so te teme preživetvene teme. Ne toliko obrobnosti. Robovi so, trdim, preživetvena nuja stare celine. Ampak hitro se to kolo obrača, pospešuje in odpira. To, kar si, torej vprašanje se nanašalo na zakaj je prihodnost na periferijah. To me je spomnilo na tisti posnetek, ki si ga pred časom objavil, v katerem v taki zelo lepi romansko pojoči angleščini poveš, da bi lahko živel v katerem koli mestu, ampak tega prepiha pa ne bi v resnici zamenjal za nič. No, zelo lepo in mehko in pojoče, vse to zveni. Ampak ta zalivski pogled, perspektiva na Evropo, to je nekaj, kar ne bi sam zamenjal za nič, za nobeno ceno na tem svetu. Oziroma bi to zastavil za ceno marsičesa drugega. To, da v bistvu zjutraj, ko se pelješ na delovno mesto, ko se vračaš zvečer ob teku, ob kavi, med vrsticami vsakdana imaš na dlani staro celino. Imaš v enem pogledu na dlani njeno kompleksnost. Prvič, stojimo na Jadranu, pod levo nogo, ponovim ta aksiom, če hočete, pod levo nogo Balkan, pod desno Škoran in za hrbtom celinska nekje Evropa. Torej v enem samem pogledu, pogled, ki seže v to stičišče in križišče v vsaj 3 velikih evropskih svetov. To ni malo, to je ogromno, to je privilegij, ki mu seveda jaz pravim, pač zalivska perspektiva je v bistvu ena evropska perspektiva in za katerega sem tudi zgodovinarski stroki na italijansko pobudo, priznam, hvaležen, ker se končno odločil uvajati v bistvu besedno zvezo, ki je mislim, da prenašalka te heterotopičnosti Tržaškega zaliva ali pa nasploh vsega zgornjega Jadrana, temu, čemur smo nekoč po domače, danes to zveni, ne vem, kako božansko rekli, Alpe-Jadran. Alpe-Jadran. Pot miru od Alp do Jadrana. Stroka uvaja koncept, sintagmo. Zdaj tako, začnem korakec nazaj. Torej, italijansko zgodovinopisje je v bistvu vse malo morje za težkih zgodb, ki so se odvijale v tem prostoru od konca 19. stoletja v bistvu do, rečemo, mednarodnih pogodb med Italijo in Jugoslavijo 54-75, imenovali confine orientale. Torej z besedo meja, confine, ki je načrte, ki ločuje,
vzhodna meja. Zato, ker je to pač njihova perspektiva. Ne? In mi, ki tam živimo, ki živimo na zahodu, gledamo na to mejo z zahoda proti vzhodu. Torej, jaz sem v Ljubljani, v nekem obljubljenem mestu, tako rekoč, jaz se zvečer domov vračam. Ne? Kjer je en zahod, je tudi vzhod. Vsaka meja, če je črta, ima dve strani neba. Zato, ker se zgodovina pač zaveda problematičnosti in enostranskosti nekje, na nek način izključujočosti tega koncepta. In se trudi tudi sam Raul Pupo v smeri v bistvu neke transnacionalne zgodovine, karkoli že to pomeni, če je to sploh mogoče. Ampak zato se odloča končno tudi z enim zelo dobrim priročnikom, v bistvu Vademekumom, za sintagmo frontiera adriatica. Torej, namesto confine, frontiera, neke vrste obmejnost. Torej, frontiera je prostor, je nek pretočen prostor. Adriatika je jadranska, zato ker je Jadran od vseh, ne samo nas in njih, Italijanov, Slovencev, ampak vseh ostalih, ki tam že stoletja prstke v morje. Armenci, Srbi, Judov ne omenjamo, luteranska skupnost. Ne? Pomislite na Kugljeve orgle pod gričem svetega Justa v armenski cerkvici. Stoletja. Meščanske družine, plemiške družine. Henrik Dandolo, pardon za ta asociativni tok zavesti. Kar. Ampak 1202 ga seveda že endič prosijo za štop, ne, ker vloga Benečanov in njihova pot do hegemonije nad Jadranom je v bistvu avtoštoparska pot, se svojimi karavelami postroji pred tržaškim nabrežjem. In izsili od tržaških patricijskih družin 1202 podpis podložnosti Benetkam. Benetke so zgodovinska sovražnica, pač nasprotnica našega mesta. Ravno zato smo 150 let zatem trkali na vrata Habsburškemu cesarju in ga prosili za zaščito v zameno za neodvisnost, da bi pri nas pravimo je ne dali. Jaz imam rad kalke v obratno smer, veste, ker vsak dan popravljam kalke iz italijanščine, rad malo izsiljujem s kalki iz slovenščine. Pardon. Ampak tam noter ta seznam potem dolgo let ostaja nekje tudi pozabljen in ga italijanski nacionalistični zgodovinar Pietro Candela v drugi polovici 19. stoletja končno objavi seznam 100 in plus podpisnikov, med katerimi je precej, med 9 in 14 slovenskih oziroma slovanskih oziroma praslovenskih, kakorkoli želite, praslovanskih imen in priimkov. To niso bili težaki v pristanišču. To so patricijske družine, tržaške patricijske družine. Za vam povedati, če se vrnem nazaj, da je to edino, kar lahko naš prostor da svetu. Ampak, ko pravim naš prostor, pravim Evropa vsa. Evropa vsa je na periferiji, lejte. Slovenija vsa je na periferiji. Mi smo sami sebi periferni ves čas. V Vodnikovi na vse strani neba je 100 kilometrov do državnih meja, do drugega. Imate Tržaško, imate Celovško, imate Dunajsko, imate Dolenjko. To vsak dan, vsak vikend. Meljete te kilometre. Kilometre do duhovnega in kulturnega drugega. Vsi mi smo eno križišče, eno samo križišče smo. Berite Rebulove eseje iz nekih neslutenih časov. Je že zdavnaj zaznal to našo edino vlogo v svetu. Samo to lahko damo. Ker če se gremo primerjati z mikročipi in z električnimi avtomobili, lejte, 10 let nazaj v Pekingu in Shenzhenu nisi videl neba.
od Cevine. Pojte danes v Shenzhen, vam priporočam. Seveda imamo potem na kitajsko-mongolski meji druge težave. Ampak toliko o tem, kaj lahko Evropa, zato da ne postane to, kar Michel Houellebecq v svojih romanih opisuje. Zoološki vrt oziroma počitnikovališče sveta, bogatega sveta, da drugega sveta. Zato, da to ne postanemo. In zato, da se ne pojemo med sabo kot volkovi. Prosim, odprimo oči nad to svojo križiščnostjo, ki nas dela evropska. V tem odgovoru, bom rekla, sem trznila na besedo transnacionalnost, ker si nekoč tudi nekje že rekel, da tvoji knjigi, torej najprej Kavarna Italija in potem Kavarna odprta, želita ponuditi transnacionalno branje odnosov med Slovenijo in Italijo, ki imata med seboj, kot praviš, še veliko nerazčiščenega in da v tem primeru se lahko Slovenci prej naučimo več od Italijanov kot obratno. Že leta 2016, ko so te pa za Radio Slovenija vprašali o 25-letnici Slovenije, za nekaj izjav pa si že povedal, da meniš, da je tvoja funkcija biti most med obema svetovama. Zdaj, ko sem se poglobila v Delov arhiv, prvi prispevek pravzaprav ni bil intervju za Sobotno prilogo, ampak je bil daljši zapis z naslovom Premisleki in tožbe oziroma tolažbe tržaškega Slovenca ob koncu sezone. To je bilo leta 2020, ko v Ljubljani ob koncih tedna ni bilo ljudi na ulicah, pa tudi ni bilo odprtih ne knjižnic, ne čitalnic. Zanima me, kdaj se je zgodil preskok potem z tega prispevka do intervjujev, ki so potem postali Italvjuji in ki so potem postali projekt Kavarna? Pojma nimam in me niti ne posebej zanima, priznam. Ne vem, ker to ni bilo v načrtih, noben komet ni padal od nikoder, nikamor. Jaz tega ne doživljam na tak način. Res, po nekaj letih pač se človek znajde z nekim dokumentom, če hočeš, ki najprej avtorju samemu in potem pač temu našemu prostoru dokazuje, da morda čas zrel za neko resno soočenje nekje na kulturni in intelektualni ravni, na relaciji, na jadranski relaciji. Če je vprašanje, kako do tega, kako sem se lotil? Ne. Kako je bil preskok zdaj iz teh čitalnic in zapuščene Ljubljane na intervjuje, ki so potem postali cel projekt? Razumem, ja, v redu. Torej perspektiva nekoga, ki se v Ljubljano pač pripelje in potem odpelje nazaj, to je perspektiva vsakega drugega Slovenca. Če so Medvode in Škofja Loka, predmestje, vprašajte nepremičninski trg, vam to dokaže. Prestolnice, torej to je država z enim mestom, če že ga čmo tako imenovati. Ja, zgodovinsko gledano, v 100 letih se je obrnilo vse na glavo. Ampak no, hočem povedati, da je res, da ta nekje moja tržaškost pomaga oziroma olajša delo. Namreč neko perspektivo do stvari. Prej zaznaš probleme, zato ker živiš v enem kulturno in idejno večkrat in vrednotno drugem kontekstu vsak dan. Torej prej zaznaš probleme. Meni je to bil problem leta, nisem se imel kandidat. V tistih letih je žena še v Ljubljani vodila zbor in jaz se res nisem imel ob sobotah, ob nedeljah. Ti petki popoldne so mene absolutno šokirali. Jaz nisem mogel verjeti, da ob 3 v petek, kot živ Teksas, tiste kolesa po Aškarčevi tam. Ne, to je bilo meni nepredstavljivo in to vsakič žal ali pa precej pogosto v obisku Ljubljane doživljam. To neko rutinskost Slovencev, da neke
ustaljene prakse in navade, ki seveda gredo od primerov čudovite prakse, kot je na primer referendum za prepoved nedeljskih trgovin. Jaz vam pravim, to je za italijanske razmere nekaj nepredstavljivega. Italija je prevelika, predolga, da bi si lahko kaj takega sploh v nočnih morah zamislila. Taka pobuda bi v Italiji bila žaljivka za vse zdravnike, odvetnike, ki vendar čutijo, da imajo pravico ob koncu turnusa po špežah. Torej, to mi je, ne samo meni, ampak vsem nam nekje, ki živimo na robu slovenskega, recimo, bom rekel, vrednotnega prostora, v pomoč. Neka pravo razmerje do stvari, imam občutek tudi. Tudi to, da se prepelješ, da se odpelješ in se še zmeraj v istem prostoru. Ne? Rad ponavljam, da je vsak dogodek v Sloveniji v bistvu dogodek nacionalne vrednosti. Ga ni lokalnega dogodka v Sloveniji. Kozjanska jabolka so nacionalni interes in stara glasba v Radolci je nacionalni interes in Planinski muzej je nacionalni interes. Vse, kar se zgodi v državi, ki jo v 2 urah prepotuješ, je nacionalni interes. Toliko, da se potem znajdeš v Bologni, če več. Ne vem, kako sem se znašla v Bologni. Seveda, ker dobro delaš in kar naenkrat si tam. To so razmerja, vam hočem povedati. Nekoga, ki zato, da se prebije do teh ljudi, mora pljuvati kri. Ni dovolj čakati pod Prešernom na Prešercu, da ti romajo ministri, uredniki. Jih imaš vse tam. Če vabiš kontakt, se usedi in počakaj. Ja, ta razmerja, ne, so nekje meni ena lepa vsakdanja in vseživljenjska lekcija, laboratorij. To, da si ves čas za eno nogo malo tu, malo tam in da zaznaš stvari. Zaznaš stvari. Meni je bilo res nepojmljivo ob nedeljah za manj iskati in sem potem pisal šovu, kakorkoli, in sem ujel zadnji mesec neke čitalnice, v nedeljo odprte, na ulici tam pri K4, zdaj ne vem, kako se tam reče, ne, za osrednjo ljubljansko knjižnico, ena stranska tam, ven proti, na Kersnikovi, kakorkoli že. In potem so tista čitalnica je seveda dišala po naftalinu, torej sem imel občutek, da ni ravno pretočna stvar, da ni nekega obtoka in neke potrebe, kakorkoli že. In potem so jo zaprli. Zdaj čakamo na NUK 2, na druge stvari. Tako se je zgodilo. To, kar ti imenuješ preskok. Priznajmo Heglu, v redu, vlogo negacije v zgodovini, dobro, ta prehod, no, če že. Da sem potem na neki točki, zdaj vem, da na tretjini tega kazala, po ženine zaslugi. Jaz moram 100 kilometrov kulturnih prehoditi, da pridem nekam, ona v 1 kilometru je že tam. Je na neki bencinski črpalki, ona je takrat glasbenica v Mantovi, na konservatoriju učila. In je nekje rekla, pa ja, da ne, bi iz tega pač nekaj naredil, da bi nekaj ostalo. In potem sem seveda te moje listke in piltke začel nekaj urejevati in si nastavil neko metodo in nek koncept za to, da bi lahko pač zmogel, ne, tudi ta obseg nekje. Ponavljam, ta obseg človeku, ki se pač s tem poklicno ne ukvarja, jaz nisem novinar in si ne drznem, nikakor ne, in niti nočem pravzaprav. In imam svojo službo in svoj poklic in svoje življenje, ampak očitno je nekaj nekje od znotraj začutilo, da je, kot rečeno, da se bliža epekajevsko leto, če ćemo temu tako reči.
Torej, te intervjuje si pomenoval Italview in enkrat sva se že pogovarjala za književne liste, takrat si dejal, da v resnici nekako z njimi poskušaš ustvariti tudi neke vrste nov žanr knjige, pa da so in ti Italview konec koncev tudi kulturno dejanje. Kaj je zdaj ta Italview in kako bi opisal ta žanr, kot ga imenuješ, da je s tem nastal? Poskus, to je nič več kot poskus neke dialoške esejistike, če smo temu tako reči. Ali je dialog še zmeraj lahko, ali lahko dialog še zmeraj prenaša neko, dajmo reči, strokovnejšo esejistično težo, ob seveda obči berljivosti besedil, ne? Torej v tem je to nek seveda žanrski hibrid, potem se postavlja vprašanje avtorstva, seveda, kdo je avtor in tako dalje, ampak kdo je avtor, to je dobro vprašanje, ampak no, kar se žanra tiče, jaz sem zelo resno želel v bistvu sebi, kot star sokratski humanist, kot človek ustne besede prej kot pisne. Zame je pisanje v bistvu precej naporno in zato ga rabim to, da teče potem tok, ne, in informacija in živa vsebina, ampak sem želel nekaj pri sebi preveriti, ali lahko, ali se še zmeraj da, no, seveda, v nekaj splošno poljudni javnosti pisati nek drugačen tip, no, eseja v bistvu. Jaz sem z tega zornega kota štartal. Da se potem intervjuji v Sloveniji zelo dobro berejo zadnje čase, da je Sobotna v bistvu zbirka intervjujskih besedil in da... Čeprav ne namenoma. Kako? Ne namenoma, to je treba poudariti. Ne namenoma, to boš ti vedela, seveda, ne vstopam, ampak imam nekje kot laik občutek, da se nekje intervjuje, objavlja in tudi na nek način bere, da pa so tudi morda v Sloveniji se skozi čas razvila neka dva tokova morda, tudi intervjujskega pisanja in dvogovarjanja. Jaz imam občutek po eni strani, recimo televizijski, meni deluje zelo in strašno preveč, povem direktno, nasilno. Je en koncept, je en model, je ena televizijskega intervjuja v Sloveniji, ki je, ne vem, najbrž namenoma, pa ne samo do politikov, do katerih še razumem, da jih moraš stiskati, ampak tudi sicer pritiska nekje na sogovornika, ne pusti besedi, da teče in seveda neizprosnost časa, ki tam bije in v bistvu se šček, preden sploh izusti prvo besedo, že zaveda, da je pozan, ne? Torej ta preganjavica ves čas, small talk ves čas. 3 dni potuješ v Leipzig, v Frankfurt in potem tam 30 besed moraš zbrati na mesto. Seveda pravih, ker so prelomne lahko, ampak 30 besed, to je za humaniste zelo naporno. Torej po eni strani nekje nasilizacija intervjuje, po drugi pa neko pouličenje, imam občutek. Nek ulično-pogovorni, polprijateljski nekje, seveda, pristop do tega. Seveda ti intervjuji so manj pogovorni od siceršnjih, so bolj pisni, so bolj statični, so manj dinamični, zavestno, zaradi ene serije razlogov, s katerim vas ne bi niti obsedal. Morda lahko med njimi na stopničke seznama navajam dejstvo, da so to neki ugledni do včeraj bili, ali pa še zmeraj žal so, mnogi od teh, da ne rečem levji delež tukaj zbranih, v bistvu ugledni neznanci. Niso vsi Galimberti, ampak je še desetine drugih Galimbertov, ki jih je še treba odkriti, tudi prevajalsko odkriti. In da je torej izziv za pač
objavljatelja, kakršen sem sam, tudi ta, da moram soočiti pač zahtevnega slovenskega bralca z nekimi osebnostmi, ki so meni vsakdanje znane, ker jih pač ne morem ne videti, se jim ne morem v bistvu izogniti vsak dan v časopisju, v večernih poročilih, v radijskih jutranjih poročilih in podobno. Ne? Meni ja, ampak bralcu, srednjeslovenskemu bralcu očitno ne. Tako da tukaj sem moral stalno iskati neko tehtnico, ne? Enega v bistvu poklicnega, intelektualnega portreta in nekih problemov, v bistvu, ne? Konceptualnih problemov, katerim se upam lahko potem bralec tudi vrne s svinčnikom in označevalcem teksta. No. Sva dolga, ne? Torej, tvoji intervjuvanci prihajajo iz različnih strok, iz različnih vetrov. Lahko povem, da recimo zadnji, Mario Del Pero, se je na Delo.si zelo, zelo bral. Mene osebno, na primer, je nagovorila Suzana Tamaro in morda recimo tudi Tatjana Buči. Ne? Z njo si se, če se ne motim, pogovarjal v Belgiji. Torej, to je gospa, ki je sestro preživela Auschwitz-Birkenau. Zdaj pa, če se vrnem naprej, torej gre za grajenje mestu, za povezovanje torej Italije in Slovenije, si Slovenec, tržaški Slovenec, pa me zanima, ko praviš, da moramo med sabo še zelo veliko razčistiti in da je Slovenija tista, ki mora narediti še precej dela na tem, zakaj je kultura tudi tu v zaostanku. Hvala lepa. Ja, v prvi vrsti zato, ker je ta v bistvu kolektivna travma, ki jo imamo do Italijanov. Zaradi 20 plus let, ko rečem imamo, mislim tu na vse primorske Slovence do Rapalja, do rapalske meje. Ne? To je, če berete malo Pelikana ali pa gledate Kraljeve freske, četrtina slovenskega etničnega ozemlja, četrtina Slovencev. To ni neko za nas obrobna tema. Oziroma, če je za vas četrtina obrobje, tudi prav, v redu. Se odpovem. Dobro. Torej trdim, da je to poglavje za v bistvu novejšo duhovno zgodovino Slovencev, če si smem upati še govoriti o duhu narodov, konstitutivno. Brez njega in čezen ne gre. Za nas je to poglavje dosti večje kot za Italijane. V perspektivi, kvantitativno, je to poglavje eno od ničkolikih. Italija rešuje krize z večjimi krizami. Italija tako reši probleme. Paden most, jutri bo padla stolpnica, brez skrbi. Bomo že pozabili, tako mi rešujemo probleme. In to, čemur smo do včeraj imenovali Confine Orientale, je za Italijane ena od tolikih. Je pomembna, je odločilna, ampak bolj za nas kot za njih. Za vse nas kot za njih. In če to ostane neraščiščeno in če Italijan je fašist in če gremo v Apulijo in v Sardinijo in poznamo ves Lonely Planet in smo se posepčkali pred vsemi kavarnami in na vseh plažah, to mi jo vi obvladate. Potem, ko v Italijo letite iz Trsta, ki zdaj postaja pač tudi letalska referenca tega širšega prostora, po zaslugi novih povezav in podobno, to ni dovolj, da bi pri sebi razčistili to vprašanje. Če se v slovenskih gimnazijah o Slovencih v zamejstvu in po svetu
o zamejcih in zdomcih, med dvojnimi navednicami. Če se to vprašanje reši na pol strani učbenika slovenščine, potem veš, da če ne čakaš na maj, na čudež, se stvari na neki globlji duhovni in kulturni ravni ne bodo razčistile. Zato sem si upal, si drznil hipotezo, da je ta knjiga nekje prispevek tudi za našo nekje duhovno, eno naše duhovno orodje, ne? Tako. To je bilo vprašanje menda, ne? Ali še nekaj si? Ne, še nekaj si imela. Sem postala tako zamaknjena v poslušanju tebe, da sem že skoraj pozabila. Zamaknjeno stanje. Evo, zato. To je prvič. Drugič, mislim, da je treba nekaj zakrpati, zdaj sem našel, zato, ker, v redu, bova takoj, ker so Italijani en velik svet, en velik evropski svet in en svet, ki nam lahko marsikaj da in nam je dosti že dal, med drugim ljubljansko škofijo nam je dal tisti svet. Piccolomini je svojimi vezmi s Friderikom III. Torej svojim zaveznikovanjem s Habsburžani odgrizel oglejskim patriarhom to cerkveno upravno enoto sredi 15. stoletja. Torej, ves čas je nekaj teklo tam čez. Ampak, evo, mislim, da bi Slovenci res profitirali, če bi malo bolj intelektualno pošteno in relevantno nekje dojemali tudi tisti svet, ki je, zdaj bom spet tvegal eno precej močno, spet morda prihodnost Evrope. Da je morda prihodnost Evrope spet naše morje, Mare Nostrum, jug Evrope, romanski svet, Grčija, če hočete, pustimo Grke, ampak tudi, zakaj pa ne, Kapka, Savova, Uči, Trakija, če hočete, Tračani so prihodnost, Grki so prihodnost, tudi Italijani, Španci, Portugalci, Francija. Torej tisti svet, ki piše eseje drugače. Tisti svet, ki piše eseje drugače. Nemci in anglosaksonci gledajo skozi mikroskop na svet. Če se pelješ iz Berlina v Leipzig, tudi razumeš zakaj, v nekem precej sivem aprilskem dnevu, zato ker zunaj je tuga, ne zamerite. Kaj boš gledal ven? Gledaš noter, gledaš v globino. Mikroskop. Romanski svet gleda skozi daljnogled, gleda drugače. Požira vse. Humanizem je ars combinatoria, je čembelja umetnost. Vse požira. Zakaj bi se kastriral v eseju? Zakaj ne bi navedel literata? Zakaj ne bi povohal, posrkal še česa na robo? Zato, da bi v imenu česa analitičnosti, ne? V imenu znanstvenosti, kot bi tisto ne bilo znanstveno. Tisto ni znanstveno za nemški in anglosaksonski svet, iz katerega pač Slovenec izdatno črpa svoje kulturne reference. Francozi in Italijani pišejo eseje drugače. In je nekaj Slovencev, ki je seveda delovalo in se učilo v tistem kontekstu, ki si seveda kot bele muha upa ne v znanosti, ne v znanstvenem, ampak v strokovnem besedilu pisati drugačo esejistiko. Ne bom našteval, ampak jih imamo nekaj. So bele muhe. Mislim, da je zdaj ura za nami, 1 ura za nami, zato bi morda vzeli kakšno vprašanje iz občinstva, preden se vrnemo še k enemu ali dvem med nama, tule Irena in Miha morda. Jaz nimam vprašanja, ker sem ga že velikrat poslušala, ker je vse jasno. Ampak bi pa res rekla, da je bilo ta začetek njegovega pisanja, s temi intervjuji za Soboto pri Loku, ko se še nismo osebno poznali. Mislim, ko nam je pripeljal Maura Korono, pa Konjetija, recimo. Prevod je zunaj, ne? Konjetija, čestitamo.
a ne? Ja. Ampak to je bil svet brez njiju, a ne, slovenski literarni svet je bil brez njiju. In ko sem jaz prebrala ta dva intervjuja, oziroma ne vem, takrat malo korona je bil prvi, se mi zdi, še spomnim, kako mi je bilo všeč, da je imel star avto, ne vem koliko leta, veš, isti, kaj jaz. Ampak tako je bil en tak lik, ena pojava, nekdo, ki je toliko uspešen v Italiji, mi pa sploh še nismo slišali za njega. In to je bilo recimo za mene res pomembno, pa smo pa začeli to brati, pa spremljati, pa tako, ne. In tudi Konjeti se je začel prevajati z Jernejo, ne. So stvari, ki so toliko blizu, pa toliko so nam podobne, pa tako imamo podobne kode, neke alpske, recimo, no, in je bilo pa pri nas to popolnoma nestano, no. Zato mi je dal takrat res misliti, in sta bila oba tudi za mene, za moje ustvarjanje je zelo pomembna. In to je res ta vloga, ki je vitalno pomembna, no. To so sodobniki, to so ljudje, ki so tukaj, zdaj, ne bomo v njih brali, koliko jih ne bo več. Mi smo zdaj lahko sočasni z enimi misleci, ne. Meni je to zelo pomembno. Ja, Irena, hvala. V bistvu je nekaj razočaranje nastopilo na neke točke pri avtorju. Jaz sem v bistvu, ko sem to ugotovil, da je neka praznina, da je neka nikogaršnja zemlja še zmeraj zija tam med Sežano in občinami. Ko sem to s stvarnimi primeri plastično moral pri sebi sprejeti, je res nastopilo neko razočaranje, ki se često ponavlja, moram priznati. Tudi pri tem vlačanju po odrih oziroma po še raje, priznam, po razredih in predavalnicah. Ko ugotavljam, da nekje je treba to našo dolgo zgodbo začenjati res v 6. stoletju in to, ne. To je predaleč. Ves čas večno vračanje enakega je izziv za moralo močnih, ne. Ma nismo vsi Nietzsche. Nismo vsi Nietzsche, da bi to sprejeli kot največje čudo, kot največji dar, to, da se ves čas ponavlja eno in isto in kako lepo poješ in kje si se naučil in to. Ko bom jaz to sprejel kot dar, to bo dosežek obmejnega človeka, ko ne bom več razočaran. Zdaj še zmeraj sem, priznam. In to se žal vsakič zgodi v Ljubljani, vsakič in danes tudi. V novi sicer zelo fajn, brezglutenski pekarni, da daleč od sodišča, ne. Da te zamenjajo z Nizozemcem, ne vem s kom, ne. Pač ta anglizacija Ljubljane, vse to. Seveda je to meni bivanjski problem in klofuta, ker jaz sem se pripeljal v obljubljeno mesto. Meni je to klofuta, seveda Boga punca tega sploh ni zaznala in sem jo užalil, ko sem jo pozoril na to, ne, da priznam, zvenim tuje, ampak vendarle tako, to nisem. To razumem, da je pač rana naša skeleča, odprta in da je to moj problem, ne njen. To priznam, da je to moj problem. Evo, ko bom ta razočaranja in te grenkobe, ki so žal še zmeraj prepogoste, tudi na visokih ravneh, tukaj pa ja, zakaj ne, tudi na predsedniških ravneh, klofute, zelo hude klofute. Ko te 18-letna Martina iz zgornjega konca pri Boljuncu živi v zadnji hiši pri Refugio Premuda, izzove s preprostim, gladkim kot olje vprašanjem, mislim na predsednico Republike Slovenije, Natašo Pirc Musar, ob obisku svetega Ivana, 400 plus dijakinj in dijakov, pač slovenskih višjih šol v Trstu, ob otvoritvi. Tretje po zaščitnem zakonu vrnjene, od fašizma povrnjene
zgradbe neke slovenske skupnosti v Italiji, Narodnem domu pri Svetem Ivanu, kot ti torej Martina Cavotta postavi vprašanje o enotnem slovenskem prostoru. Stvarne je dejstvo, navajam, da se slovenstvo ne konča na Fernetičih. To je bilo vprašanje predsednice republike. In je tvoj odgovor. Vi imate svojega predsednika, nisem jaz, je Sergio Mattarella. Kako sva si različna, drugič, zato ker mi smo paštari in ona je kranjsko klobaso in v Prekmurju gibanico ali ne vem kaj. Torej, da je zvedla kulturo na nivo šek in navakt. To se je zgodilo. Gladko, mirno, polmirno, potem so se vode razburkale in spet padle v par urah zaradi notranje političnih računic. Sem dvignil telefon v eno in drugo smer. Tisti dan je bil zame zelo traumatičen. Ko ti v bistvu zvede nek skupni imenovalec med Tržačanom in Prekmurcem na šege in navade. Torej, da edino, kar nas veže, v najboljšem primeru je jezik in še to slabo, ker itak se mi utapljamo v tujkah in v nekaj med tujščino in spaščino. Ampak če ti predsednik republike, ene od članic Evropske unije, ne pozna osnovnih ustavnih določil, da predstavlja slovenstvo vso. Ne nazadnje tudi tiste, ki, ne zamerite, imamo v žepu dvojno državljanstvo, tudi osebno izkaznico Republike Slovenije, ki smo prisegli na slovenski ustavi, v upravni enoti Sežana. In ti obrne hrbet, to so pač klofuteno. Torej, takih zdrsov si Mattarella ne bi dovolil nikdar prej in nikdar potem. Zato velja odpreti oči na tem, kar se dogaja na našem zahodu. Malo tudi diplomatske zrelosti, merjenja besed in neke osnovne recimo, bivanjske prizemljenosti. Jaz ne zahtevam od predsednice nič. Ne zahtevam od nje, da se čuti to in ne nekaj drugega. Ona naj bo, kar želi, da je. Ampak dovoli meni, da sem to, kar sem že po drugo tisočletje. S križiščem v sebi. Zato, ker jaz zahtevam domovinsko pravico v zalivu. In zdaj vam dam še en primer, če smo že med prijatelji. Društvo slovenskih pisateljev, ki je paradigmatski, ker se po istem modelu ponavlja pri vseh ali pa mnogih vodstvenih funkcijah tudi v kulturi. Namreč, da so vodstvene funkcije slovenskih kulturnih ustanov poverjene nekomu, ki ima stalno bivališče v Republiki Sloveniji. Ne more prevzeti predsedstva DSI-ja nekdo, ki nima stalnega bivališča v Republiki Sloveniji. In kaj, če si doma iz Križa pri Trstu, kot se je profesoru Milanu Košuti zgodilo, in zahtevaš domovinsko pravico slovenstva v vasi, v sosednji vasi Matičetove Čupe. To zahtevaš. Da se prizna na Brežini in Križu domovinska pravica. Ne gre. Zaradi birokratsko, davčno, kazenskih razlogov, kar ima predsednik, tudi seveda je verjetno kazensko odgovornost in bo zbežal z denarjem od DSI-ja na tuje. V Križ pri Trstu. Ampak malo pohvalil se je bil predsednik Varne značke. Varne značke? Pa je samo vstopil zdaj, ja. Zdaj, nočem udirati v konkretne primere, ker so taki in drugačni. Ampak praksa je, ampak dogaja se, kje imaš poštni predal, kam ti pošljemo bukljo? Kam ti pošljemo bukljo? Licej Prešeren.
pošljemo Caritasu v Sežano ali prijatelju v Sežano in boš ček šel parkrat na leto iskat. Take, no, ves čas. Zdaj si naštel torej, odnos slovenske države do vas, ne, Tržačanov, kaj pa Italija, zdaj ko sem se pogovarjala danes s kolegi, ne, da se pogovarjam z Jernejem na domačiji, so rekli, pa daj vprašaj ga, kako je zdaj biti Slovenec v Italiji. Zadnjič recimo sem gledala film Fiume o morte na festivalu dokumentarnega filma, ki govori o Danuncijevi okupaciji Reke in tam je bila ena scena. Okupacija. No, tako so. No, kakorkoli. Pa smo tam. Kakorkoli. In tam je omenjen tudi požig Narodnega doma v Trstu. Pa me zanima torej vprašanje, kako je zdaj biti v času, v kakršnem svet je in konec koncev tudi Evropa, Slovenec v Italiji, pa tudi koliko recimo simbolnih požigov Narodnega doma v Trstu doživljate recimo od vrnitve. Ja, hvala lepa. Sovražim. Pa smo spet tam. Ampak zaključila pa bova potem na pozitivni noti, ne? Z ljubeznijo sovražim javkanje in stokanje in viktimizacijo. To je defekt naše skupnosti in mnogih manjšinskih skupnosti. No. Ki pa je, kot praviš, vseeno manj polarizirana kot slovenstvo. Čeprav ta izjava je tudi že kar nekaj let stara in nisem prepričana, ali še drži. Evo, kakorkoli. Ja, Nena, drži, da je pri nas mogoče zjutraj k maši in popoldan na spomenik partizanom. To ja. Aspergil in rdeča zvezda. To. Če tega ne bi zmogli med obema vojnama, bi danes ne bili tam. To je ta pluralni obraz primorskega antifašizma. Mi smo antifašisti bili in smo zato, da lahko ostanemo to, kar smo. Torej strankarski, to ni antifašizem s strankarskim predznakom, s političnim predznakom, ampak z narodnim predznakom. To je pač Pahorjeva in Rebuljova dediščina nekje, ne? Kako je biti in ne biti, ja. Filmi, Srce v breznu, Rosso Istria, Redland in zdaj tole. Torej, če odmisliva stroko, ki je že zdavnaj razčistila in rešila stvari, kljub temu, da ni pa italijanska tukaj pripravljena poročila politično podpreti. Torej, tukaj ostaja neka res distanca, po mojem, nepremostljiva v dojemanju politične vrednosti in teže tistega dokumenta, ne? Poročila Mečane komisije, ki za slovensko stroko ima politično težo, za italijansko ima strokovno težo. Torej to, če to odmisliva, je seveda velik problem v javnosti, ta, da je Italija odkrila Trst po zaslugi Roberta Menija, pobudnika dneva spomina na Fojbe in Exodus, 10. februar. Trst je bil neznano kje, se rad pohecam, med Beogradom, Budimpešto in Moskvo, do včeraj, slepi kot, konec sveta. Poglejte železniški tir. Trst je bil za Italijo 100 let to. Zavestno je to bil. Italija je zaprla tista vrata zaradi ideoloških razlogov. Ker tam čez je stara Avstrija, proti kateri smo morali izpolniti preporodovske sanje, zato ker se italijanski preporod na severu in severovzhodu izvede proti stare Avstriji. In tam čez so Slovani, torej mi. Tam smo zaprli neka vrata, ampak v javnosti so problemi, zato ker je žal ta dan in pobudniki tega dne, ki so novi nacionalisti, so dediči neke stare, črne šole, italijanskega socialnega gibanja in irredentistov nekoč. Naše mesto je polno nekje zelo izključujočih in izključevalnih imen, priimkov, poimenovanj, trgov in še zmeraj ljudi, ki iz ozadja kot majhna manjšina, kot manjšina manjšine, kljub vsemu zasedajo pomembne in vplivne funkcije. Tudi finančno vplivne funkcije.
ne samo politično, tudi finančno vplivne funkcije. Torej, s tem imamo mi velike težave. Na nek način je treba Trst rešiti Tržačanov. To je treba. Morda. Torej, rešiti te kraje, ki so večji, katerih obzorje je širše od obzorja tistih, ki na njih živijo. Obzorje Trsta, obzorje Slovenije je mnogo širše od tistega, kar smo premnogi sploh sposobni videti. In to je problem, da smo obremenjeni, ne? Da za sabo vlečemo ta težko naloženi voz. Ja. Zdaj, ta voz je lahko privilegij, če znaš ga zrelo upravljati in je lahko edinstvena, šolska, učna ura, vsakdanja ob obisku kavarne pod hišo je učna ura, ker nam je svetovna zgodovina udrla skozi vhodna vrata. In ne rabiš iskati v knjigah, jo imaš doma. To, lahko pa je seveda tudi veliko breme. Kako je in kako ni. Jaz mislim, da je zdaj končno čas, da obrnemo kazalec od drugega k sebi. To. Mi smo dolga desetletja kazali s prstom drugam. Ker je tam nekdo, en črni mož zares bil. Danes smo žal često sami svoji črni možje. To je moja velika skrb. Namreč neko prostovoljno raznorodovanje. Asimilacija je neustavljiv, verjetno naravni proces, to priznam, ampak prav zato, ker to vem, pravim, ni treba še dodatno brcati v tisto smer in pospešiti. Uleva kultura bi morala, mislim, da biti ta, da meri malo, upočasni, zajezuje kakorkoli, ali pa pozarja ta proces. Danes pa se prostovoljno raznorodujemo, izkoristi, iz slepe nevednosti, iz ignoranca. Melanie, Michael, Esmeralda, vse to. To, kar je v Ljubljani čista zasebnost, nedotakljiva. Tja noter ni vstopa. Ime sinu ali hčerki. Sem ni vstopa. To je na kontaktnih območjih politično vprašanje. Zasebne izbire puščajo javne posledice. Nimaš kaj. Če si Bartol ali Bartolomeo Secchi ali Ernest Ček, je občutna razlika. Zato, ker ko se najaviš za krvodajalstvo, moraš 3 minute ponavljati spelling svojega imena. To vsak dan. Na poštnem uradu, vsak dan. Odkot si se vzel? Ja, za domačim pragom. Ne? To razlagaš nekemu Neapeljčanu, ki je včeraj prišel v Trst in tako dalje. Ne? Veste, kaj se, vam povem še eno anekdoto, je zabavna. V zadnjih dneh v bistvu moje pokojne mame je imela eno sosedo pač v sobi, Istranko, ki je kot optantka ali pač ezulka zbežala ali pa se odločila zbežati, kakorkoli, iz Titove Jugoslavije v Trst v 50 letih. In v življenju se ni naučila italijanskega jezika pač. Je vse življenje ostala pri istranščini. In je na stara leta, na smrtni posteli, bentila, rogovilila tam bolničarjem v istranščini. In ti bolničari so seveda Neapeljčani, Poljaki, Čehi. Gospa, dejte govoriti italijansko. In pravijo. Istranki, ki je prišla, ki se je odločila za domovino med navednicami. Prideš domov v Trst in je domovina še zmeraj korak dlje. Čez zaliv. Glejte, ki z Trsta se Italijo gleda, čez morje. Zadnjič mi je v pivovarni, v pivnici pravzaprav, v starem mestu, ulica Madonna del Mare, ker je Primož Trubar vodil zbor, farni zbor. Primož Trubar in pisal verjetno tudi v slovenske, to bi bilo odkritje. Če bi Tržaški arhiv odprl svoje vrata, to bi bilo odkritje, veste. Da je Trubar pisal slovensko glasbo na ulici Madonna del Mare, ker Šček gre na pivo. Kdaj pa kdaj. Pustimo zdaj to, zapiramo klepaj. Ampak kaj se zgodi, da vam povedati, ta vsakdanji laboratorij, da ti za točilnim pultom stari v bistvu avstrokomunist
stari nostalgik stare Avstrije, plus komunist, ni hujšega v Trstu. Kot to reče, navajam, v narečju bom potem po Sloveniju, per mi dopo le lupe že tutto Afrika. Zame po toskanskih volkovih v Štivanu pod Gormado na meji med Tržaško in Goriško pokrajino je zaselek, kamor se je italijanska vojska med veliko vojno prebila s svojimi vojaki in se tam udarila v trdnjavo Grmada, v avstrijsko frontno črto. Italija ni Trsta nikdar vojaško zasedla, upam, da je to vsem jasno. Fašizem, ki seveda izkoristi mučeništvo, junaštvo iredentistov in mnogih mladih fantov, ki so pač izbrali dezertirati Avstrijo in skočili čez plot v sosedov blok na italijansko stran, za italijanskost te zemlje, fašisti postavijo v Štivanu na zelo slikovito mesto, na eno stran prve verze Vergilove Eneide in na drugo dva toskanska volkova, ker je bil en toskanski odred pač tam v ofenzivi zdesetkan. In s tem, ko pravi, zame po volkovih se začne Afrika, se začne Italija. To je rekel avstrokomunist Ščeko. Zdaj vam povem, da si vedno korak dlje, predaleč. Tudi stara stranka, ki je prišla domov, misleč, da prije domov v Italijo, potem na stara leta doživi izključevanje na nek način. Daj govori italijansko, saj smo v Italiji. To ni rekel Italijan Slovencu, to je rekel Italijan italijanskemu stranu. Boga, se mi je zasmilja. Za zaključek greva iz pivnice nazaj v kavarno, ne? Pa me zanima, torej ne bova šla v podrobnosti naslova prve knjige, za katerega si dejal, da je bil kar neke vrste izziv, oziroma celo, mislim, da ko so govorila za književno, da si rekel, da je bil naslov zvijačen, če se pravilno spominjam, ampak drugo knjigo pa si naslovil Kavarna odprta. Kaj zdaj to pomeni, da je kavarna odprta in tudi, ne, kot je Irena prej delila izkušnjo in verjamem, da marsikdo, ki še bere ali knjige ali intervjuje v sobotni prilogi, je našel kaj zase in se približal svetu, ki nam ga želiš približati. Zdaj pa me zanima, torej, kavarna odprta, kaj to pomeni, pa tudi že tik po izidu prve knjige si že napovedal tretjo in namignil, da morda se bo kaj zgodilo tudi v italijanščini. Ja, odprta je zato, ker je pač to projekt, ki traja, ki je eno gradbišče, ki se pač ne zapira. Preprosto zato, ker se je pač ta seznam tako nekje nastolpičil, da potem se mi je nekje zdelo škoda odpovedati nekje vnaprej nekemu drugemu ali pač tretjemu nadaljevanju. Zdaj, za to tretjo knjigo bo treba absolutno dlje počakati, ker prihaja Ščekica, to je prvo, in torej so druge. To je, in torej bo ritem malo treba urediti si, zato ker je, imam seveda na zalogi že celo serijo posnetih stvari, ki čakajo na prevodne napore, in celo serijo tudi avtorjev in kontaktov, ki so že tik pred zdajci, s katerimi se v bistvu dogovarjam, menim, in v bistvu zdaj trenutno sem v stanju, v katerem res skočim na voz najnujnejših, tistih, ki bi jih bilo res škoda zamuditi, ostalo pa nekje skušam predlagati naprej. Odprta je nekje zato, ker ker to v bistvu ni knjiga, ampak je nekaj drugega, eno dejanje, recimo, da temu. Kulturno dejanje temu praviš, tako, kulturne diplomacije, če hočeš. Toliko lahko rečemo. Kaj potem sledi, bomo videli, bomo brali. Zdaj, mislim, da je to leto kljub vsem
ozadjem in naporom nekje pomembno leto in priložnost, tako ali drugače, priložnost, morda prej spet ponavljam, za nas kot za Italijane. Ne nazadnje zato, ker je EPK slovenski gorelist, priznajmo si. EPK ne bi bilo brez Nove Gorice. Brez nekaterih ljudi, ki so jih potem tudi neslano umaknili. In je Gorica, ne stara in niti italijanska, ampak Gorica, Gorica, avtoprometi Gorica, v bistvu muha na hrbtu volja, ki dela. In na koncu se bo zgodilo, kar se bo zgodilo. Ma sva pridno delala. Ne? To reče muha, voljo. Ja, to se bo zgodilo, vam povem naprej. Jaz sem na to seveda opozarjal že pred leti. Mnogim, ki z EPK-jem ali brez njega, ves čas že to počno. Ves čas že mrezijo. Ti ljudje so bili in bodo. Prestolnicam navkljub. Ne samo posamezniki in tudi situacije, društva, združenja, ustanove. Se vračam Kobarid, ampak jaz sem Maši že zdavnej dopovedoval, naj pazi in vsem Posočanom, Tolmincem, Kobaričanom, iz Bovca, naj pazijo, da ne bodo te muhe skakale na hrbet in surfale na hrbtu. To vem, s kom imamo pravko. Da potem so na tej in na oni strani ljudje čudovite prakse, ki delajo čudeže že ves čas, ampak ostajajo bele muhe, to pa ja. To bi morala prestolnica implementirati na nek način. Implementirati obstoječe in temu obstoječemu dodati nek evropski pridih. Ne? Vam povem, Kobarid je na papirju in v željah, v pobožnih željah sodelavcev, že evropska prestolnica miru. Od Ipra do reke Don, vsi romajo v Kobarid in se učijo od tega, kar jim je uspelo ob stoletnici konca, zgraditi tam s fundacijo. S najprej muzejem in potem fundacijo. Vsi se učijo od Kobarida. Razen koga? Slovenske države, ki jih pusti na prepihu in se morajo boriti za projekta in burja veje čez Robič. Ali v tistem belgijskem kotu, tam nekaj se obrača. To je hudo. To je hudo. Da ne razumeš, da je tista zgodba večja od nas samih. Kobarid je evropska prestolnica miru in to, kar jim je uspelo, je čudež. Ponavljam, Maši ves čas to ponavljam. Premikate gore. Po tem miru je uspelo povezati občino Trst, občino Devinna Brežina in občino Komen. Nepojmljive stvari. ZRC SAZU in promoturizmu FVG na drugi strani. Velike stvari premakniti. V neki spontani športniški naivnosti. Ker je ona bila razbremenjena in je pristopila odkrito, iskreno s tem, kar ima in zbrala prave ljudi. Tako nekako, ne? Tole nekaj je in pač se beremo. Se beremo na tej točki, bomo zaključili, se beremo v delu sobotni prilogi knjigah in tudi danes je šla, oziroma vsaj danes so objavili na spletu, torej prevedena knjiga Spodaj v dolini Pavla Konjetija, prevedel Jernej Šček, išlo pri založbi Umko. Hvala, lep večer. Hvala, da vidim.